Pozdravljeni nazaj v mojem kanalu. Kot veste, je London, še enkrat vam povem, zelo veliko mesto. Lahko vam bi posnel na tisoče videov, če bi hoteli. Samo za vam posnel še zadnji video o Londonu. No, kot veste, sem obiskal kraljico. Šel sem na viteško večerjo. V najbolj štekan del Londona sem šel. Tam sem tudi si nekaj kupil. Potem sem bil na stadionu Chelsea, pri stadionu Chelsea, pa še veliko več stvari sem šel gledat. Shall we begin? Let's begin now. Pozdraviti smo prišli kraljica Elizabeta II. Ta stavba za mano je muzej naravne zgodovine, ki si ga je treba nujno pogledati, če si v Londonu, ker je ful zanimiv. Tukaj pa je ostanek drevesa pred več kot 330 milijonimi leti. Repeat, this is not a drill. Is that all you got? Let's begin now. Zdaj pa gremo v središče zemlje. Tako pa je izgledal potres v Japonskem v Kobeju. What up? Končno smo našli želvo hlastov gor. Tukaj je, v Londonu, v muzeju. Za mano je Sini Kid, tukaj zgoraj pa je goste od Sprbiča. Sperm veja, se vračujem. Za mano je najbolj odštekan del Londona, Camden Town. Mislim, da kar sami vidite, zakaj. This is not a drill. A massive fire overnight at North London's Camden Market has been brought under control. More than 70 firefighters tackled the blaze, which engulfed the first, second and third floors, along with the roof of the building. Zdaj sem v največji nakupovalni ulici v Evropi, Oxford Street, kjer imajo zelo zanimive znamke in tudi nekatere drage. Nima, imaš šilke, kokte ne. Zdaj, jaz pa... Prije,
Zdaj smo pri stadionu Stamford Bridge. Tukaj je dom nogometnega kluba Chelsea. Chelsea, ki je tudi igral proti Mariboru v Ljudskem vrtu, v Ligi prvakov, kjer pa nismo izgubili, je pa igral tudi proti Olimpiji. Olimpija je plačala $1 milijon Chelseaju, da gre igrat k njim, da pač napolnijo stožice, mi pa pridemo brez milijona igrati z njimi. Tu piše, we are Chelsea, ampak mi smo Maribor! Tukaj pa je pokal zmagovalca Lige prvakov 2012. No in zdaj je čas, da pač določimo zmagovalca nagradne igre, ki sem vam jo dal na Facebooku. Tisti, ki še me niste lajkali na Facebooku, moja stran je Jack on the Box na Facebooku, tako da prosim lajkajte. Dal sem pa vam nagradno igro, da morate ugotoviti približno vsej, koliko stane zvočnik, ki sem ga tudi na video. Seveda je zelo drag zvočnik, se to dobro izgleda, ne? Stane kar 58.860 funtov, to pa je 67.200 evrov. To lahko dobiš super avto za taki denar, ne vem, zakaj bi kdo zvočnik kupil. Sam, če bi imel denar taki, valjda si bi ga kupil, če je imel res denar, ne. No, najbolj sta se potem približala Alen Švigler in Erjonis Saramati. Oba sta pa napisala 46.000 evrov. Tako da, pač, ker sta zmagovalca dva, ne, zdaj ne moram oba dva določiti, bom pa metal ta kovanec. Kak je že, Alen je cifra, Erjoni pa je glava. Tako da gremo metati, nisem najboljši v tem metru, teda vseeno. Evo, cifra, to je Alen. Alen, ti si zmagal v nagradni igri, dobiš field spinnera in magnetek iz Londona, ki sem že povedal na Facebooku. Tako da prosim, napiši mi na Facebook, kam ti ga naj pošljem, ali boš kje v Mariboru, ali kaj, bilo kaj. Tako da, čestitke. Hvala vam 5000 trilijard, hvala vam res iz srca, da me tako spodbujate, da ste se subscribili na moj kanal. Za vam 3770 subscriberjev, to je nekaj neverjetnega. Jaz sem mislil, da bom do 100 prišel, celi veseli smo bili, skoraj smo šampance že odpirali, zdaj pa 3770, to je, ne razumem, vsak dan dobim 100 subscriberjev. Eni mislijo, da bo tam, samo ne, bo tam, ne. Ampak to je tako, jaz ne morem verjeti, da me tako spodbujate, da hvala vam 100-krat. Če vam video je bil všeč, lajkajte, tu zgoraj se subscribete, naročite na moj kanal. Tu spodaj pa na mojega prijatelja Roka Cobla, ki je mi dal tudi te 4 field spinnere, ki jih bom dal tudi prihodnjič v nagradno igro. Tako da hvala še tebi, Rok. Se vidimo naslednjič, ne? Lajkajte.